Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, Ljubljančanke, Ljubljančani. Moje ime je Miran Lesjak, ob meni je kolega Peter Pahor, sva novinarja časnika Dnevnik in vas v imenu našega uredništva prisrčno pozdravljava v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Večer. Časnik Dnevnik je dnevnik, časopis, ki ima rad svoje mesto. Je časopis, ki ima rad Ljubljano. In če imaš Ljubljano in če si medij, potem poskušaš mestu pomagati na različne načine in Dnevnik je to po našem prepričanju že večkrat dokazal. Ko je čas volitev, ko mesto, meščani premišljujejo o prihodnosti prestolnice, je način, da pomagaš svojemu mestu, soočenje kandidatov. Ne vseh. Mi smo rekli soočenje vodilnih kandidatov. Do tega izbora smo prišli tako, da smo izvedli javnomnenjsko anketo, ki je pokazala, da sta dva kandidata takšna, ki imata veliko prednost pred vsemi ostalimi. To sta dr. Anže Logar in gospod Zoran Janković. Oba sta po našem mnenju vodilna kandidata tudi zato, ker sta najbolj izpostavljena predstavnika njunih političnih blokov, pa je to komu všeč ali ne, desnega in levega. Kako to vidita, tudi to bosta v nadaljevanju zagotovo nam lahko pojasnila. Bodi dovolj za uvod. Poslušajmo kandidate. Na oder vabim kandidata, ki je na glasovnici vpisan pod zaporedno številko 8. To je kandidat mestnega odbora Slovenske demokratske stranke, dr. Anže Logar. Prosim, dr. Logar. Pozdravljeni in dober večer. Dober večer. Kot rečeno, vodilna kandidata sta dva. Na volilnem lističu bo pod zaporedno številko 10 vpisan kandidat, ki ga kandidira Jože Mermalj in skupina volivcev, to je gospod Zoran Janković. Prosim, gospod Janković. Pozdravljeni, dober večer. Večer. Dovolite mi samo še nekaj kratkih pojasnil o poteku tega soočenja. To je soočenje, kjer ni štoparic. Nimamo odmerjenega časa, si bova pa s Petrom prizadevala za uravnotežen čas za oba kandidata. To je soočenje, kjer apeliramo na kultivirani diskusiji in k prepričljivi polemiki. In prepričan sem, da nas tukaj kandidata ne bosta pustila na cedilu. Za začetek, čeprav verjamem, da oba kandidata dobro poznate, za začetek samo predstavitev kandidatov. Dr. Logar, kaj je tisto, kar mislite, da morajo ljudje vedeti o vas? Najprej hvala za povabilo. Sem vesel, da lahko sodelujem na tem današnjem soočenju. Začetek je očitno najzahtevnejši, govoriti o sebi. Od mene lahko ljudje pričakujejo predvsem veliko predanost nalogam, ki jih prevzamem. Moram reči, da vse naloge, ki sem se jih v življenju lotil, čeprav so jih predhodno mnogi označevali kot misije nemogoče, sem na koncu pripeljal do konca, često na račun svojih neprespanih noči ali pa ur, ki sem jih prebil v zdravju škodljivem okolju, brez oken in tako naprej. Ampak ko se pač
neke naloge lotim, sam pri sebi mislim, da sem toliko pošten do tistih, ki so mi to nalogo namenili, v tem primeru v zadnjem času predvsem volivci, pač poskušam upravičiti zaupanje in ne odneham, dokler ne upravičim to zaupanje. Skratka, kar si zadanem, to izpolnim. Tako je. Rečem, da bom župan Ljubljane in bom župan Ljubljane. Bom župan celotne Ljubljane, če bojo volivci tako rekli. Hvala. Tukaj ste me na sliki naredili, da imam veter v hrbet, ne v krmo, to pa upam, da to nekaj pomeni. Ne? Hvala, dr. Logar. Gospod Janković, kaj je tisto, kar vas zaznamuje? Jaz bom začel drugače, dobro večer vse skupaj, star sem 65 let, diplomiral sem na ekonomski fakulteti, 40 let delovne dobe in vsak dan sem na dopustu. Mene je tako lepo na tem delovnem mestu, da me nič ne obremenjuje. Imam najboljšo ekipo, ki je naredila 2000 projektov, pa ne bom o projektih govoril, hvala tudi družini, ožji in širši, krasne vnuke, mamo, taščo, tasta in pa pravim, tudi žena tle. Tako da jaz sem izjemno zdrav, to sem šel preveriti tudi. Golovec je tisti kraj, ki mi daje novo energijo. Tisto, kar bi pa rekel, ustrajen, odločen, tisto, kar rečem, tudi naredim. Tako da se veselim tega soočenja in tudi teh volitev. Izjava, vsak dan sem na dopustu, je pogumna izjava. Zdaj le vam bodo rekli, da rabimo župana, ki bo hodil v službo, ne na dopust. Ne, sem povedal, da ko hodim na delovno mesto, jaz ne hodim v službo, ampak tako mi je lepo, da sem vsak na dopustu, jaz uživim v vsakem dnevu. In kdor to doživi, tudi ko govorim predavati mladim, v bistvu moj nasvet, zberite si poklic, v katerem boste uživali. Jaz imam to srečo, doživim vsak dan 40 let. Od potnika, ko sem začel, najprej sem bil na pošti, pripravnik potnik, potem do Mercatorja, ki je bil tisti čas najboljše podjetje v celi regiji, do mestne občine, ki je za vzor vsem evropskim mestom. Kandidirate za 4. županski mandat. Zakaj? Vam 12 let na čelu mesta ni dovolj? Kandidiram 5. za 4. županski mandat, ker enkrat sem vmes moral kandidirati, ko sem se vračal iz parlamenta. Zakaj pa kandidiram, je v bistvu to zavezništvo z Ljubljančakami pa Ljubljančani, kjer smo v teh letih naredili teh 2000 projekt, dvignili kvaliteto življenja in tudi zaradi svoje ekipe in predvsem ta novi mandat bo prinesel zaokrožitev tiste vizije, ki smo jo napisali skupaj s prisotnimi leta 2007, Ljubljana 2025, sedaj pa prihajajo projekti, 500 jih je v tem mandatu, ki so v bistvu češnje na torti. Gospod Logar, se strinjate s trditvijo, da je župan Janković dvignil samozavest Ljubljančanov, da je ravno on zaslužen za močno identifikacijo prebivalcev z mestom, ne nazadnje znan po tem sloganu Ljubljana je najlepše mesto. Kaj v bistvu menite o njemu kot županu? Jaz bi se izognil ocenjevanju osebe kot župana, ker mislim, da je to oseba, politična funkcija, ki je v imenu ljudi in za ljudi na čelu mesta. In ljudje pač odločijo, kdo jih bo vodil in v tem pogledu mislim, da dajo potem svoj glas za nek program. Jaz si želim samozavestne Ljubljane, samozavestnih ljudi. Zdaj, če daje samozavest ljudem nek župan, je to zame neka nenaravna okoliščina, zaradi tega, ker potem morajo slediti nekemu velikemu vodju, da postanejo sami samozavestni. Zdaj, ta zadeva se začne že v šoli, ko gradi polnega posameznika in samozavestni ljudje so tisti, ki v vsakem trenutku skrbijo za to, da razvoj na kateremkoli področju poteka v pravo smer. Če torej začutijo, da v mestu razvoj ne poteka v pravo smer, potem s svojim glasovanjem na volitvah to povedo. Torej vas moti ta kult osebnosti, na primer? Vsak ima svoj način političnega dela. Jaz sam stavim na program, jaz sam stavim na to, da je treba ljudem povedati, kaj boš v mandatu naredil in potem skrbeti, da boš to tudi izvršil. In to so v bistvu tvoje zaobljube ljudem,
s tem, ko pa vidijo, da se zadeva premika naprej, pa na nek način tudi na naslednjih volitvah to potrdijo in ti dajo dodaten mandat za tvoj glas, za tvoje delo. Smem čisto kratko. Izvolite. Jaz prosim svoje, da ne ploskate, da imamo več časa za diskusijo, tako da bomo prepustili kar gospodu Logarju pa njegovim. Gospod Logar se ni opredelil do kult osebnosti, ne ve, kaj bi mu rekel Janez Janša na to, tako da je tle si izmaknil vprašanju. Jaz bi le pričakoval odgovor. Replika? Ne, jaz bi sam rekel, jaz sem pa zadovoljen, če ljudje ploskajo v tem studiu. Jaz načeloma me tudi skrbi, če ploska. Če posebej ploska leva, pa posebej ploska desna polovica. Jaz si namreč za Ljubljano ravno želim to, da vsi ploskajo dobrim projektom in da vsi naredijo tako slabim projektom. In to pa lahko povem, da se je v zadnjih 12 letih nabralo nekaj slabih projektov, v katerem ljudje morajo reči svoje, ne slediti kultu osebnosti in podpirati samo zato, ker je tako rekel župan, ampak oceniti, a je to dobro za njihovo prihodnost in ne. In ravno zato smo tudi mi pripravili naš program, ki je na nek način obljuba volivcem. In to je program, ki je nastal iz spodaj navzgor. Ne nekaj, kar si bomo zadali, ker mislimo, da je dobro za Ljubljano, ker smo mi najpametnejši in ker jaz največ vem in ker ta strokovnjak največ ve. Ne, leto dni dela, pogovor z ljudmi, kaj je narobe in to ubesediti v program. In za tem programom stojim jaz, stoji moja ekipa in jaz upam, da za opravljeno delo bom dobil aplavz ne samo ene polovice, ampak vseh tistih, ki se bo v tem programu prepoznali, bodo ugotovili, da je to dobro za Ljubljano in bo na tak način tudi njihovo življenje izboljšano. Tako da, prosim, če vam je za aplavz. Ko ste omenili projekte, gremo torej k projektom. Gospod Janković, vaše obdobje županovanja v Ljubljani v bistvu po našem mnenju določajo na simbolni ravni 3 projekti. Eden je prenova mesta, lišpanje mestnih ulic in celo vaši nasprotniki vam morajo priznati, da je to uspešen projekt. Ljubljana je lepša, kot je bila. Drug je gradnja športnega centra Stožice. Športnega centra Stožice, kjer smo seveda vsi veseli, da je mesto dobilo nujno potrebno športno infrastrukturo. Obstaja pa tam so pa tam objekti, ki izgledajo kot spomenik nasedli investiciji. In tretji projekt, ki je neločljivo povezan z vašim županovanjem, je mestna tržnica. Prenovljena, z garažno hišo pod tržnico, ki pa je najbrž simbol neizvedenega, neuspelega projekta. Pod črto bi se strinjali, da je vaša zgodba na pol uspela zgodba vašega županovanja. Absolutno ne in vsak ima pravico, da se izbere med 2000 projekti tiste, ker so v njem najbolj ljubi ali pa najmanj ljubi. To bi me zanimalo, ko bi gledali te 2000 projektov, pa bom pol dal našo knjigo, ki predstavlja del teh projektov, da boste tudi vi v uredništvu vedeli, kaj se dogaja. Ampak šel bom čez te 3 projekte, če smem zaključiti. Prosim. Ko govorite o lipšanju ulic, ko vsi priznajo, je to tako površno povedano, da nima prave težine. Treba je vedeti, da smo edino glavno mesto v Evropi, ki smo zaprli mestni center za promet, dobili skoraj 12 hektarjev peščevih površin, kar hodi cela Evropa k nam gledati in sprašuje, kje je bil ta pogum za to narediti. Tako da, gospod Logar, pomoč, dajte, kar mirno, jaz sem čist pripravljen, noben problem. No in ko tem govorimo o lipšanju ulic, je tudi pravilo, to moji kolegi dobro vejo, tako tisti, ki delajo na cestah, kot tisti, ki delajo v voki, energetiki, da nobena ulica se ne more delati, če se ne naredi vse, kar je znotraj ulice. Temu bi dodal temu lipšanju, ki ga vi imenujete, da smo v Ljubljani od 1626 ulic, poudarjam 1626, prenovili, obnovili nekaj deli na 800 ulicah. Te prihaja pa naslednji 320. In ko govorim o vseh teh ulicah,
Bi rad povedal, da leta 2007, ko smo prišli s to ekipo, je imelo kanalizacijo 68% Ljubljančanov. Danes ima 88. Ko bo ta projekt, kjer smo dobili 80 milijonov evropskih in državnih sredstev, končan v 2 letih in pol, bo Ljubljana pokrita 98% s kanalizacijo. To je prva stvar. Druga stvar, ste omenili Stožice. Jaz z veseljem povem, da od leta 2010, od 10. avgusta, imamo, ko smo imeli prvo tekmo Slovenija-Španija v košarki in 11. avgusta 2010, ko smo imeli tekmo Slovenija-Avstralija v nogometu, smo mi imeli čez 3 milijone obiskovalcev. Pričemer v teh Stožicah tisto, kar je mesto razpisalo, in to bi tudi rad poudaril, takrat, ko smo mi dali na mestni svet pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, niti en član nobene stranke ni popravil niti vejce. Se pravi, da so to sprejeli. Tudi od tega bom prišel. Mi smo dobili stadion pa dvorano, pri čemer je stadion uradno proglašen strani UEFA med 3 najlepšimi v Evropi, dvorana, priznajo si, da je najboljša, bili smo Evropsko prvenstvo v košarki, da ne grem naprej. In tisto, kar je najbolj pomembno, stadion, dvorana in 1300 parkirnih mest stane 114 milijonov evrov brez davka. V proračun smo zaradi tega projekta pa dobili 111 milijonov evrov. Nas stane neto 3 milijone plus davek. To, zakaj pa trgovski ni končan, jaz sem zdaj prepričan, da bo končan, ker gospod Rastoder je kupil od slabe banke za male denarje, jaz še javno trdim, pa ne enkrat na koncu bo na sodišču dokazalo, krivda za to, da trgovski ni del dokončanja na strani bank. In to je moje mnenje. In tretje, govorite o tržnici. Spomnil bi tudi v letu 2010, ko smo sprejemali ta OPN prvi, so takrat 5 strank, SDS, NSI, SLS, Lista čisto pitno vodo, Zeleni, plus civilne iniciative zbirali podpise za referendum, da bi plan bil sprejet. Od potrebnih podpisov, vključno s to civilno inicijativo Tržnice ne damo, so zbrali samo 46% potrebnih podpisov. In jaz sem prepričan, da bo tudi prenova tržnice v tem mandatu uspela, za tem stojim, absolutno zagovarjam, kar kdo misli, ker enostavno smo pokazali, kaj se s tržnico dogaja. Kdor ne verjame, da je to nemogoče, ne pride enkrat v soboto na tržnico pogleda, kaj se tle dogaja pred Krekovim trgom. Tako da mi smo zdaj dobili v bistvu pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, potem, ko so naredili vse preverbe temeljena stolnice in pa pokrite tržnice, in teh pogojev se bomo držali in pričakujem, da dobimo tudi okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje, ki smo ga enkrat že imeli, gradbeno dovoljenje. Pa se je na to gradbeno dovoljenje kasneje, zakaj ne vem, katoliška cerkev pritožila, padlo je, izgubili smo toliko let, ampak ta mandat bo zaključen tudi z prenovo tržnice. Gospod Logar, vaš program nosi naslov Pozdravimo Ljubljano. Zakaj ste se odločili za tak naslov? Je Ljubljana bolna oziroma kaj želite pozdraviti? Ne, to je pač beseda, ki omogoča takšno ali pa drugačno razumevanje, kolikor si pač vi zastavite. Ne. Lahko rečemo, da pomahamo Ljubljani. Ja, seveda. Prosim? Kako vi, zakaj ste vi dali tako poimenovanje? Sej prvi del, prvi sklop tega programa to opredeljuje, namreč sem že kar nekaj časa v politiki in rekel, da mene boli, ko gledam ta politična razhajanja, recimo na enem ključnem področju, ki je nam vsem svetu, to je zdravje. Ne. Kako se vprašanje zdravja kar naprej pušča v nemar, se govori o nekih rešitvah, pa na koncu nikamor ne pripeljejo celo do tega, da rešitev zdravstvene politike pomeni še daljše čakalne vrste, kot so bile pred posameznimi reformami. To smo imeli recimo v prejšnjem mandatu na državni ravni. Zdaj, mesto je odgovorno za primarno zdravstveno raven. Ne? Zakonodaja mu ne prepoveduje, to je pomembno, mu ne prepoveduje, da poseže na ta del zdravstvene ravni in pomaga v tem delu na tistih področjih, kjer so dolge čakalne vrste ali pa rekel, nerazumno dolge čakalne vrste, da s svojim prispevkom, torej z več sredstvi za zdravstvo, skrajša te čakalne vrste. Se pravi, Pozdravimo Ljubljano je program
ki se ukvarja z zdravjem prebivalcev. Ki se ukvarja Zdaj smo pri zdravstvu. z oblikovanjem zdravega okolja in z oblikovanjem učinkovitega zdravstvenega sistema na primarni ravni. To poudarjam in ponavljam, na primarni zdravstveni ravni, tam, kjer ima mesto ingerence. Skratka, narediti z več sredstvi vse za to, da bo zdravstvo potekalo nemoteno, da ne bodo dolge čakalne vrste na zobozdravstvu, na fizioterapiji, na ginekologiji in tako naprej, tam, kjer so ta ozka grla primarnega zdravstva. Hkrati pa zdravje vpeljati v bistvu to okoljsko politiko, zdravo okolje vpeljati vse politike mesta. Od urbanega načrtovanja do načrtovanja prometne politike, do spodbujanja sodobnih tehnologij, ki zmanjšujejo izpuste v zrak, ki izboljšujejo kakovost zraka v mestu, do spodbujanja recimo čistih tehnologij. Recimo energetski koncept Ljubljane ne daje subvencij za toplotne črpalke, zaradi tega, ker spodbuja izgradnjo daljinskega omrežja. Zame je v današnjem času to neumna odločitev. Jaz mislim, da je vsaka čistejša tehnologija boljša korak naprej, ker pripomore ravno k temu, da ljudje živijo v čistejšem okolju, v čistejši Ljubljani in na ta način dihajo boljši zrak, so bolj zdravi, se več gibajo. Dovolite, ostanimo pri zdravstvu kot centralnem, zagotovo enem centralnih problemov Ljubljane. Gospod Janković, dejstvo je, da so čakalne dobe za zdravstvene storitve, kot reče gospod Logar, na primarni ravni v nekaterih primerih zelo dolge. Za zobozdravnika, za ginekologa, za fizioterapevte in tako naprej. Kaj ste naredili, da bi te čakalne dobe skrajšali? Najprej ta poziv Pozdravimo Ljubljano, jaz bi se za Ljubljane žalil, pa bom začel s tistem, kar je zadnje priznanje, ki je Ljubljana dobila v Buenos Airesu. Mi smo postali letos eno od 6 zdravih aktivnih mest na svetu. To je vse to, kar je gospod Logar razlagal, zakaj smo postali aktivni. Zdaj pa to, kar vi pravite, jaz temu porekam in bom probal to temeljiti z dejstvi. Tisto, kar ima v rokah mestna občina, je zagotavljanje pogojev za primarno zdravstvo. In to, kar ste vprašali, kaj smo se naredili, prenovili smo vse zdravstvene domove v Ljubljani v 12 letih. Poudarjam, vse zdravstvene domove. Ta trenutek se vrši gradnja prizidka ali pa novega stolpnice v zdravstvenem domu Bežigrad. Naslednji na vrsti je Metelkova, kjer bomo tu, kjer smo zdaj te stavbe podrli, naredili nov center Metelkova, kjer bo imel za odvisnike svoj poseben prostor. Potem pride na vrsto zdravstveni dom Jaršek, kjer čakamo, da uredimo še z Gorenjsko banko, ki ima hipoteko, pa ne zaradi nas, pa zaradi firme, ki je šla v stečaj. In zadnji prenovi, ki je še potreben, je zdravstveni dom Rudnik oziroma Rakovnik. S tem je naša naloga opravljena. Mi imamo 1800 zaposlenih, vrhunskih zaposlenih, imamo konec koncev tudi zdravnico, ki je zdravnica leta v Evropi, kar govorimo o tem, kar je. Pa nas vsak tisti, ki ima svojega zdravnika, ne čuti čakalnih dob. Čutijo ga tisti... Jaz bi rad končal, pa lahko tudi vi, ne lahko da me smene govorite. Ne, sej ne želim. Pa deva, ne, ne želim, ampak samo upozorilo. Ne me prekinjati, prosim, bom končal, pa mi pa, dajte si zapomniti to, ne. Hočem to povedati, ne, da je, vsak ima pravico si izbrati zdravnika, jaz imam zdravnico na zdravstvenem domu Vič in zelo preprosto je, da imamo poleg našega zdravstvenega doma Ljubljana, ki vsa ta leta posluje pozitivno, kar bi rad poudaril, ker to je edini zdravstveno ustanova na 1000 zaposlenih, ki ima pozitiven rezultat vsa ta leta. In druga zadeva, ki se mi zdi izjemno pomembna, imamo tudi koncesionarje. Ampak te koncesije, ki jih mesto podeljuje tam, kjer so potrebe, nastanejo na podlagi programa, ki ga dobimo strani države oziroma zdravstvene zavarovalnice. Če ni programa, ni koncesije. Kdor predlaga zdaj, da bi razpisali nove koncesije, lahko naredimo samo na 2 načina, brez novih programov. Ali vzamemo obstoječim koncesionarjem, ali pa vzamemo del programa zdravstvenem domu. Pri čemer to pomeni, ne, da ne bo nič več zdravstvenih storitev, ker enostavno bo ostalo število zdravnikov isto. Še ena stvar je pomembna. Zdravstveni dom Ljubljana je imel v lanskem letu po številu obiskovalcev največji obisk v tej državi, 2 650 000.
Pri čemer ne gre samo za prebivalce Ljubljane. Mi imamo mnogo občin okoli Ljubljane, ki nimajo svojega zdravnika in te iščejo potem zdravnika v Ljubljani in tu pridejo. Tako da, ko bo država, in to pa zdaj po moje se pa tle lahko jameva z gospodom Logarjem, ker je pač v parlamentu, ko bo država namenila več denarja za zdravstvo, več programov, mi z veseljem razpišemo in nove koncesije in povabimo tudi nove zdravnike, ki jih je danes zelo težko dobiti, še to je treba povedati. Zdravnike je težko dobiti. Gospod Logar, vi ste ravno to napovedali, da boste skrajševali čakalne vrste z občinskim financiranjem teh programov. Pa me zanima, koliko denarja boste za to namenili in kako se boste v bistvu izognili problemu premajhnega števila zdravnikov. Kakšno rešitev predlagate na tem področju? Ja, mogoče, da se samo obrnem na to, ko je gospod župan rekel, kako gradijo pač mrežo zdravstvenih objektov oziroma zdravstvenih pač objektov. Jaz to zelo podpiram. Ampak ne podpiram pa tistega drugega stavka, ko je rekel, in s tem se naša naloga konča, oziroma s tem je naša naloga zaključena. Mislim, da ne. Lejte, mi smo šli po teh zdravstvenih domovih Ljubljan in smo pač samo posneli te čakalne vrste za recimo začetek zdravstvena lokacija, zdravstveni dom Bežigrad, čakanje zobozdravstveno varstvo odraslih do 1000 dni. Zdravstveno varstvo odraslih, čakalne dobe, Šiška 200 dni, 240 dni, 300 dni, 150 dni, 150 dni. Enako fizioterapija, redno 410 dni, 250 dni, 350 ampak dni. te podatke poznamo. No, ampak te veljajo za te, kakšna je rešitev predlagate? Te veljajo za te, ki na novo prihajajo. Dajmo še to razčistiti. Ti ljudje, ki čakajo v vrsti, vsi plačujejo vsak mesec zdravstveno zavarovanje. No in moja naloga kot politika je, da če se soočim s tem problemom in imam možnost, da nekaj naredim, ne zgradim zidov in rečem, tu se moja naloga konča, ampak rečem, imam ustrezno orodje v rokah, imam določen del finančnih sredstev in jih bom namenil dodatno za zdravstvo. In to pa lahko narediš, da oceniš, glede na potrebe na čakalno vrsto, glede na prijavljene potrebe po posameznih posegih, koliko posegov se v trenutku potrebuje na ravni mestne občine Ljubljana. In potem kot veliki pogajalec greš na trg in poiščeš ustrezno količino zdravstvenih storitev, jih zakupiš in na ta način omogočiš, da se čakalne vrste skrajšajo, oziroma da v trenutku v bistvu se bistveno skrajša dolžina teh čakalnih vrst. A lahko samo še dokončam? In zakaj je Ljubljana ravno to dober primer? Ker bo lahko na enem mestu dokazala tudi državni ravni, torej sekundarju in terciarju, da se to da narediti. Da se da narediti z relativno preprostim posegom in recimo, če namenite dodatno, 6 milijonov evrov za hipotetično zobozdravstvene storitve, imate 100 000 posegov plačanih, 100 000 posegi pa verjetno v Ljubljani rešite te zagate. Kako odgovarjate? No, jaz sem še vedno prepričan, da je gospod Logar zdaj pomešal dve funkciji. Eno to, kar opravljate v parlamentu, ker bi morali to narediti, in vprašal, zakaj niso naredili, tudi ko so bili na vladi, da ne bi bilo čakalnih vrst, in drugo funkcijo, kaj je funkcija župana. In to, trdim, ni možno. Zdaj bomo še dodatno drugo stvar dal. 6 milijonov evrov je, ko damo, pa rešimo probleme zob za vse Ljubljančane. Prvič je vprašanje, kako bomo rekli Ljubljančanom, ja, ne tistim, ki pridejo iz Škofljice ali pa bomo rekel iz Brezovice, ampak podrejeno. Mene to zelo veseli, da gospod Logar omenja 6 milijonov denarja vzamemo, pa damo zdaj v zdravstvo, ki je naloga države. Bom šel malo naprej, pa bom rekel, pol me samo ena stvar zanima. Jaz ne bom danes, gospod Logar, očital tistih 57 milijonov iz leta 2006. Ne bom, ker takrat ni bil take funkcije, kot je danes. To ga bomo mi vprašali. A grem jaz do tiska, se hotel speljati? Seveda. Ga boste vi vprašali. Takrat ni bil kronan princ kot danes, ni bil tako pomemben v stranki. Pa če bi bilo teh 12 let po teh 60 milijonov, to je 700 milijonov, jaz vem, kaj bi začeli delati. Začeli bi delati poglobitev železnice. Ampak ne bom očital. Tudi ne bom očital mu iz leta 2012, ko so bili spet na oblasti, ko so vzeli Ljubljane po zakonu o glavnem mestu,
4 milijone, ker tudi takrat ni bil v funkciji. Ampak zdaj, ker prav tako ne damo 6 milijonov iz proračuna, ne, rešimo zobozdravnike, pa bo dal 40 milijonov iz proračuna, da zastonj prevoze za avtobuse. Me pa samo ena stvar zanima, ko gospod Logar razlaga, da on se že 5 let pripravlja na to funkcijo župana za kandidaturo. To je njegova izjava, lahko citiram, ne, 2013 je povedal svojim kolegom, da se bo šel kandidirati leta 2018. To sem prebral. Ampak vprašanje moje, če že ima tokrat Ljubljano in tako rad deli denar, do katerega zanima vpliva, kako mi bo pojasnil, tisti pa je že bil v tej funkciji, da je lani, leta 2017, glasoval proti zakonu o glavnem mestu, s katerim Ljubljana dobila 12 milijonov evrov. Se pravi, na eni strani ne dovoli Ljubljani, da dobi denar iz državnega proračuna, po drugi strani, ne, zdaj, če bi pa lahko razpolagal, ne, bi pa denar vzel. To mi ne gre skupaj, se pravi, ali ne mara Ljubljane, ali pa glasuje proti denarju po zakonu o glavnem mestu, zato ker ne mara župana. Ne, ampak to je zdaj eno tako pojasnilo. Ja, na to zadnje, ne, da gospod župan ni konsistenten, ker ko je o tem spregovoril enkrat pred svojo kamero in objavil na tom svojem Facebooku, mi je očital, da sem mestu vzel 4 milijone, zdaj že pri 12 milijonih. Zdaj pa, ko je govoril o tem, češ, da tega se ne da narediti, ne, lejte, se Ljubljana to že dela. Ljubljana to že dela, Ljubljana že sama financira, ne vem, nočno zobozdravstveno ambulanto in že financira zdravljenje tistih, pač, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja. Sicer je en znesek 127 tisoč evrov, drug pa 47 tisoč evrov na leto, ampak kljub temu to že izvaja. Jaz želim samo ta isti princip uporabiti na tistih predelih, kjer so ozka grla, toliko časa, dokler so ozka grla. Gospod Logar, lahko samo nekaj, nisem čisto dobro. Prosim, pojasnite, župan vas je direktno izval. Ja. Vi in vaše stališče v zakonu o glavnem mestu, nasprotovanje zakonu. Ne, jaz pravim, da Ljubljana ima dovolj denarja. Jaz pravim, da ima Ljubljana dovolj denarja. Zakon ni potreben. Prosim? Zakon ni potreben. Ne, pa Ljubljana ima dovolj denarja, da z sredstvi, ki jih ima, tudi če se za 4 milijone evrov nameni, ker tu ne gre za drugim v Sloveniji, bo Ljubljana ustrezno napredovala. Tako da v tem pogledu nič ne bo to prikrojilo ali pa ogrozilo razvoj Ljubljane. Zdaj pa samo, če se vrne tisto... Kako naj volivci gledajo na človeka, ki je glasoval proti zakonu, ki je prinesel Ljubljani dodatna sredstva, hkrati pa govori o novih izdatkih? To stališče je kontroverzno. Bom pa vprašal to, če je 4 milijone evrov, torej zdaj veliki problem. Kako pa ljudje potem gledajo na to, na nekoga, ki je povzročil 160 milijonov evrov globoko bančno luknjo? Ne? Kako pa gledajo na to zaradi lastnih aktivnosti? Tako da pri tem je biti zelo korekten. Jaz Ljubljani nisem naredil nobene škode. Želim ji pa kot župan Ljubljane vrniti in da se vrnem k tistemu prvotnemu izzivu. Ne vem, če sem čisto dobro razumel gospoda župana, v čem je narobe, če sem se jaz leta 2013 začel pripravljati na župansko tekmo 2018. Jaz mislim, da je to kvečjemu dobro, zaradi tega, ker sem redno spremljal, kaj se dogaja z mestom in sem iskal ozka grla in sem tudi razmišljal in se pogovarjal z vsemi, kaj bi bilo dobro za Ljubljano. Med drugim tudi z veliko uslužbenci mestne občine Ljubljana, javnih podjetij, ki imajo pač dostikrat dovolj posameznih projektov in so pripravljeni povedati, se pa niso pripravljeni izpostaviti, to pa drži. Predlagam. Zdaj smo šli, se pravičujem, zdaj smo že preskočili temo, pa bomo šlo, ne. Na kratko, prosim. Ne bo šlo prav na kratko, ker je vsaj 2 temi sta malo daljši, ampak mislim, da je to zanimivo, da ljudje slišijo. Najprej je rekel, v čem je slabo, da se 5 let pripravlja na funkcijo župana. Nič ni slabo, jaz to pozdravljam. Ampak nekdo, ki si pripravlja na funkcijo župana, potem po oktobra 2017 pritisne gumb v parlamentu, da v Ljubljani vzame 12 milijonov evrov. Ne vem, kako pa ne dam to zdaj v kontekstu pripravo. In zdaj še ena stvar, jaz govorim o zakonu o glavnem mestu, po katerem zdaj dobimo 12 milijonov evrov. Tisti 4 milijone evrov, ki ste nam ga vzeli leta 2012, smo dobili zdaj sodbo sodišča nazaj in smo dobili in od vas, in od naslednje vlade, ki ne bila moja vlada, in od vlade Mira Cerarja smo dobili 28,5 milijonov evrov. Ampak tisto, kar še hočem povedati, od teh 160 milijonov evrov, gospod Logar je nekaj časa
delu bank, očitno premalo. Zoran Janković ni nikjer nikomor s to nič dolžen. In vi zdaj meni obešate dolg zasebnega partnerja, ne, v projektu Stožice. Jaz sem povedal, kaj je Ljubljana dobila. Meni je tega partnerja žal. Povedal sem, da banka kriva. In vi me zdaj to obešate, ene pogodbe nisem podpisal. Vse mu lahko pomagate, če kdo hoče. Dam tudi mikrofon, pa pomagate gospodu Logarju, mogoče vse več bančnikov. Jaz sam svoje prosim, da smo spoštljivi, ne pa da se mešamo. In dajte vi meni razložiti, ne, ker sem živ pri vas bil, ne, na tisti parlamentarni preiskavi, dajte vi meni razložiti, kaj imam pa jaz z bančno luknjo. A se drugače vrnemo, ne, gospod Logar, pa dajmo pogledati, bančna luknja, ne bom govoril zvone na Zvon 2, ampak bil je en vaš direktor Časar, ki je v zaporu, ki je ostal banka dolžen. Pa ste imeli potem še v Interevropi direktorja. Pa če se ne motim, ste takrat 12. augusta 2005 prodali Mercator pod mizo, pa je bila vaša državna sekretarka, Starina Kosem, ki je bila najčizdavka. Kje je zdaj Mercator, ki ste ga prodali z vpliv v enem mediju? Tako da, gospod Logar, pri tem, kadar ste, kjer ste, na kakšnem koli nivoju, z veseljem vas čakam. Predlagam, da preidemo v sklop vprašanj povezanih s prometom. Gospod Logar, a je zato, da ima Ljubljana najgršo avtobusno, pa bi rekel tudi železniško postajo, odgovorno mesto ali država? Zdaj, kar se tiče avtobusne postaje, je seveda odgovornost države in tudi reševanje tega je na plečih države. Ker se tiče reševanja tistega dela, ker zdaj nastajajo po nepotrebnem parkirišča, ki podaljšujejo agonijo, ne, sprememb, je pa treba se vprašati tudi, a je mesto naredilo vse, da se to ne zgodi. A je naredilo vse, da je privabilo tujega investitorja, da je investiral, da je prosto izbiral, kdo bo izvajalec del, ali morda postavljala kakšne pogoje. A je spodbudila z, ne vem, komunalnim prispevkom, da se rešuje po čim hitrejši poti, da je čim boljši partner v tem projektu ali ne. To je pa vprašanje mesta, o tem bo gospod župan največ vedel, ker je bil pač na tem mestu. Jaz kot outsider seveda tukaj ne moram nič povedati. Mislim pa, da je to prvovrstno zemljišče sredi Ljubljane in je tragedija, da ostaja tako, kot je. Ne? In še posebej v tem času, ko se zdaj gradi drugi tir, ko bo prišlo do dodatnega pretovora po tej poti, po tej trasi, mi si težko privoščimo, da bo ta tovor, ne, se ustavil sredi Ljubljane. In mislim, da je to nujno povezan projekt z drugim tirom, da to nista dve ločeni zgodbi in mesto mora tukaj po svojih močeh z vsem svojim pač močjo, kolikor ima vzvodi, katerekoli ima z državo vzpostavil tak dialog, da mislim, da se bo ta zadeva rešila. Ne? Gospod Janković, to je projekt, ko je v bistvu od čistega začetka v vaših programih. Ne? Ja, in mi smo tu naredili vse, ampak vrnimo se na čisto začetek. Leta 2006 je bila podpisana pogodba med Slovenskim železnicam pa madžarskim Trigranitom, to je v času vlade Janeza Janše. In to je tisto, kar je mesto naredilo in kar sem jaz hvaležen profesor Koželju za večne čase, to, da je ta projekt takrat v 2007, ko smo prišli, tako spremenil, da smo OPP na nov naredili, da so stebri zdaj v projektu tako postavljeni, da če bo kdaj prišlo do poglobitve, in jaz upam, mislim, da ne bom dočakal, ampak upam, da se bo enkrat zgodilo, do poglobitve železnice ne bo treba rušiti te stebre, ker so zdaj dajo prostor, da gre vlak mimo teh stebrov. To, kar je mesto naredilo, številne sestanke z Madžari, z Emoniko, prišli smo praktično do konca do plačila komunalnega prispevka, na kar so se med sabo sprli Trigranit in pa Slovenske železnice in so to reševali 2 leti pa pol na arbitraži na Dunaju. Zdaj so si med sabo razdelili, vsak je svojega dela lastnik, vmes je lastnik Trigranita umrl, zdaj drugi družbeniki v tem poslu z Madžarske ne iščejo nove variante, vendar je velik plus za to, kar zdaj govorim. Letos je slovenska vlada namenila za prenovo železniške postaje in izgradnjo avtobusne postaje na Vilharjevi 66 milijonov in to čaka v proračun. Kar pomeni, ne, da je zdaj naloga na podlagi tega OPN-ja, ki je sprejet, mora
Slovenska železnica narediti projekt, graditi dovoljenje za avtobusno postajo, gre na Vilharjevo, oni so lastniki tega zemljišča in na tem zemljišču, ki je kot del plačila komunalnega prispevka, bo mesto na obstoječi avtobusni postaji naredilo drevored. In zdaj pa, kaj denar v proračun, sem pa jaz prepričan, da se bo stvar premaknila. Je pa dejstvo, ne, da zdaj tudi te, ki prihajajo z Madžarske, glavno vlogo je prevzela OTP banka in predsednik uprave gospod Čani, so v dilemi, ali tiste dva projekta, ki jih imajo, omogočata pa eno stolpnico na vogalu Dunajske in pa trgu F oziroma Masarykove 100 metrov visoko, čez progo proti severu pa 60 metrov visoko. Ali to prodati ali razvijati. Ampak neodvisno od tega, zdaj ima škar in platno v rokah vlada, ki je dala proračun in predvsem Slovenska železnica, ki mora projekt izpeljati. Avtobusna postaja, železniška postaja seveda nista edina problema na področju prometa, ko gre za Ljubljano. Najbrž centralni pa problem, ki ga vsi najpogosteje občutimo, so zastoji v mestu. Res je, da ste mestni center zaprli za promet, ampak streljaj od mestnega centra v konicah stojijo ljudje. V avtomobilih, kolesarji, pešci, vsi. Ena od rešitev, kako pristopiti k temu, je ta, da se avtomobile enostavno nažene iz mesta. Na način, da se ukinejo parkirišča v mestu in da se parkiranje, cena ure za parkiranje podraži. Vprašanje obema je, a si to upate narediti? Jaz. Izvolite. Najprej o tem, kar vi razlagate, zdaj ne vem, če ne spoštujete mnenje Ljubljančanov, ampak vsaj vzajmo te mednarodne raziskave. Mi imamo vsaj dve, ena je Tom, ker je naredilo 390 mest po svetu, med njimi tudi mesta do 800 tisoč in po tej raziskavi, ki imate na voljo, je v času konic v Ljubljani se čas stajanja v konicah povečal za 16%. Za primerjavo samo, Gradec 29%, Dunaj, ki je najbolj urejeno mesto zame, po tej plati 31%. To je prvi odgovor. Drugi odgovor, ker govorimo o tem kolesarjih, mi smo v teh 12 letih prišli po Kopenhagen indeksu, to je ta indeks, ki meri prijaznost mest do kolesarjev, na 8. mesto. Zato, da je Kopenhagen tam, ki je delal 100 let. In jaz sem spet bom rekel, podžupana profesor Košelja in naše kolege, ki delajo, ki jih vodi David Polutnik, izjemno ponosen. Zdaj, kaj vi pravite, ne... Lahko komentiram to, dovolite, gospod župan. Ne gre za to, ali mi spoštujemo mnenje Ljubljančanov ali ne. Jaz imam empirične raziskave. In ne gre in ne želim komentirati niti ne rezultatov teh ali onih raziskav, imam pa svojo lastno izkušnjo, ki jo imajo verjetno mnogi. Danes v avtomobilu preživim več časa, ko stojim na mestnih ulicah, kot recimo pred 5 leti. Zagotovo stojim dlje časa. Pa bi mi dal odgovor, gospod Lesjak, ne vozite se z avtomobilom, ker ste samo v avtomobilu, ne, in to je problem Ljubljane. Vsak dan stopi 120 tisoč avtomobilov v Ljubljano, zato ker je glavno mesto, ker je kulturno središče, ker je politično središče in v 10 avtomobilov je v 9 samo voznik. In stvar, ki se spreminja, če boste gledali tudi število uporabnikov avtobusa, so to nove linije, ki grejo v sosednje občine, mi imamo pokrite vse sosednje občine, razen Domžal, ker nismo dobili še od ministra za promet soglasje. Zato pa vas sprašujemo, ali ste pripravljeni zvišati ceno parkiranja in ali ste pripravljeni ukiniti parkirišča v mestu? Odgovor je ne, celo obratno ne, ker če hočemo, da to živi, in mislim, da smo ravno to dokazali center mesta, ker ko smo zaprli za promet, je bilo rečeno, mi bomo tu vsi v svojem poslovanju doživeli, ko vas bomo zaprli. Mi tle ne moramo živeti, danes pa vidimo, da to mesto živi vsak dan in je izjemno prijazno. In to, kar vi pravite, da noste misli, je to stvar, ki ni preizkušena. Upeljamo takso za vstop za uvoznice. Ampak če vi gledate, gospod Lesjak, bom drugače rekel, stopite pa pogledajte in tle sem pa jaz se vozim po Dolenjski cesti. Tisto, kar pravijo, bom rekel zdaj mimo teh svetovnih raziskav, da si ti v gneči, če stojiš v semaforju, ki se 3-krat prižge rdeča luč. Jaz se vozim po Dolenjski niti enkrat. Pač mogoče imam srečo, Dolenjska pač ne vozimo tam, očitno nas je manj neko tako. Druga stvar, ki vi pravite, takso lahko peljemo, ampak jaz ne vidim potrebe. Mi smo v teh 12 letih zagotovili 11 tisoč novih parkirnih mest.
ki smo namenili predvsem prebivalcem. In sicer prva cona plača 200 evrov, druga cona 100 evrov, tretja cona, ki je pa največja, plača pa 60 evrov za dovolilnico na leto. Ta ne garantira parkiranje, ampak če prosto. Spomnite se zdaj, ker to ni enostavna zadeva, 40 let nazaj so se gradila te naše stanovanjske naselja, ali ne bojo Fužine, ali ne bojo, ne vem, Gliško ploščad, ali ne bo v Šiški. Takrat je bilo na 3 stanovanja en avto, pa danes smo vsako stanovanje najmanj 2 avtomobila. In to je problem. In jaz mislim, da smo dolžni zagotoviti in da smo dolžni biti po nizki ceni. Imamo najcenejšo garažo za abonente v centru mesta, tako Kongresni trg kot Kozolec, 60 evrov na mesec za fiksno parkirno mesto. Najcenejše parkiranje na uro, prve 3 ure 1,2 evra. Se pravi, vsak, ki pride v center mesta, gre v gledališče, ima dosti 3 ure ali pa na večero, da to nizko plačuje. Ne, jaz sem proti temu, da damo takso. Zaenkrat ni nobene potrebe. Gospod Logar, kaj pa vi menite o tem problemu? Zdaj razumete, zakaj se v zadnjih 12 letih na področju prometa ni nič naredilo. Ker župan meni, da je vse v redu. Glejte, Ljubljana je ena od redkih mest, ki nima prometnega modela, celovitega prometnega dela. 240 mest v Evropi ima prometni model. Prosim, tišina. Jaz vas res prosim, no. Prednost prometnega modela je to, da ko ti vneseš parametre, recimo zapiranje posameznih ulic, enosmerna cesta in tako naprej, izgradnje nove soseske, ti model izračuna naprej, kam se bo gibal promet, kje bodo nastala ozka grla. Če to vključiš v delovanje pametnega prometnega sistema, torej pametne semaforizacije, lahko z optimizacijo že na obstoječih infrastrukturnih rešitvah prihraniš približno 20% prometa. To ne povem jaz, to so povedali prometni strokovnjaki, s katerimi smo se pogovarjali, s katerimi smo pripravljali ta program. In to je ravno tista meja, ko je korak čez, zaradi česa vi čakate v vrsti. Če bi se za teh 10, 15, 20% optimizirali promet, bi promet tekel normalno, bi sicer stali še vedno v gneči, ampak ne nadproporcionalno. Ljubljana je ravno toliko velika in ravno toliko majhna, da lahko ta problem reši z še hkrati uspešno integracijo javnega transporta, torej z učinkovitim javnim transportom, z avtobusom. Pri osebnem motornem prometu bi vi pravzaprav prerasporejali vozila, ne pa omejevali števila vozil v mestu. Če se vi vozite po recimo Zaloški, boste hitro ugotovili, da so semaforji nepametni, neumni. Čakate pred vsakim semaforjem, ker so rešitve tam še izpred 20 let ali pa še krmilniki v semaforjih so 20 in več let stari. Če bi vi to povezali v neko pametno semaforizacijo z intervali zelenih linij, hkrati z gostoto prometa, bi vi lahko optimizirali promet. Današnja tehnologija to dela. Ne verjamem, da ne bi stali. Prosim? Ne verjamem, da ne bi stali, samo z Ne, optimizacijo pa delovanja se stali. Semaforjev najbrž ne boste rešili tega problema. Jaz se mi zdi, da imam rahlo krajši čas, ko govorim, kot puščate mojemu sogovorniku. Tako da, če lahko... Pod vprašanje ste dobili. Če lahko. Pametna mesta danes to rešujejo tako, da imajo poleg senzorjev gostote prometa tudi senzorje v semaforjih. In z pametno rešitvijo lahko za določen odstotek ob enaki infrastrukturi zmanjšaš zgostitev prometa. Optika je relativno dobro položena po ljubljanskih križiščih, Dars ima tudi že prometni model izdelan, približno 300 točk jih ima, in zdaj, če Ljubljana pripravi, odkupi, se osredotoči na prometni model, lahko relativno hitro reši ta projekt oziroma ta problem, bo pa še vedno gneča, to pa še vedno, ampak ne bo tista nepotrebna gneča, ki pa nastaja zaradi slabega planiranja. Recimo, konkretno vam lahko povem, na poti do sem, zaradi prostorske rešitve, prometne rešitve na OPPN Parmova, kjer je Livarska ulica iz to smerne prišla v drugo smerno, sedaj na Bežigrajski cesti čakajo v koloni, tudi ko ni zgostitve drugje, po 20-30 minut. Torej, to je tista prekomerna zaradi slabe, nespametne, nepremišljene prometne politike planiranja, lahko povzročeno z tem, če nimaš izdelanih teh modelov. In v tem pogledu mislim, da se mora pač Ljubljana iti v korak s časom,
se pripraviti na te nove tehnologije, jih nekako objeti in pripraviti tako prometno politiko, ki bo vzdržna. Še nekaj bom povedal, približno po tisti oceni Tom, 80 ur na leto ljudje čakamo preveč v prometnih konicah. 80 ur na leto. 60%. Zdaj, če to računate samo v preveč porabljenem benzinu, ki bi lahko to omejili, če bi pametno prometno planirali, je to 120 litrov benzina oziroma goriva na leto. To se pa v ozračju pri 117 tisočih avtomobilih, ki prihajajo vsak dan v Ljubljano, že pozna. Vi napovedujete v svojem programu tudi spremembo tras javnega potniškega prometa. Pravite, da se jih da narediti bolj učinkovite. Kako ste si to zamislili konkretno? Bistveno bolj učinkovite. Zdaj, Ljubljana teh tras ni spreminjala od leta 1974. Praktično identične so, samo podaljšala je pa nekatere linije dodala. In Tišina, prosim. Sej, to želim poudariti, da že obstajajo študije, ki bi tole mrmranje hitro utišale. Samo pogledati jih je treba. Ena od teh študij je bila predstavljena, mislim, da 24. ali 25. oktobra, torej en teden nazaj na prometnih dnevih v Portorožu. Zelo kvalitetna študija. Promet v Ljubljani je tako slab, da se celo magistrske naloge pripravljajo o transformaciji javnega potniškega prometa. In gospodu županu, jaz jo bom zagotovo, če bom izvoljen, takoj vzel v roko, to magistrsko nalogo sem jo tudi že prebral, gospoda Simona Koblarja, ki jo je predstavil na teh prometnih dnevih, in predlagam, da boste ugotovili, kako z relativno majhnimi posegi bistveno izboljšaš pretočnost javnega potniškega prometa, in če temu priključiš še Slovenske železnice. Slovenske železnice pač zgradba Slovenskih železnic iz 5 krakov prihaja v Ljubljano, v bistvu iz vseh teh zalednih delov, kjer nastajajo velike gneče avtomobilov, boste hitro dobili zelo učinkovito hrbtenico javnega transporta. Ko boste imeli učinkovito hrbtenico javnega transporta, ampak to ni v domeni mesta. Prosim? Železniški promet ni v domeni mesta. To ampak je treba povedati. Politika pa rešuje probleme, je tako. In če lahko skleneš nek krovni sporazum, recimo s Slovenskimi železnicami, ki je posvečen ravno temu, in Slovenske železnice v naslednjih 2 letih kupujejo 52 oziroma 50 novih vlakovnih kompozicij, ki bodo bistveno izboljšale hitrost prometa na teh krakih, lahko se nasloniš na ta način javnega transporta z integriranim javnim transportom. Danes to ne moreš, zaradi tega, ker recimo v Zalogu gre prva linija ob 9, naslednja pa šele ob 11, dol na Brezovci ob 8:45, naslednja pa šele ob 12:30, in je neučinkovito in se ljudje ne morejo uporabljati tega kot javni transport. Ko boš pa enkrat to uredil, ko boš pa urnike prilagodil dejanskim potrebam, bo pa to lahko učinkovit javni transport in ne bo treba razmisliti za uporabo avtomobila. Bom moral vztrajati, ker sem vztrajal. Ne, še niste. Ne, gospod Deser. Dovolite, gospod župan. Ker sem vztrajal pri gospodu Jankoviću, moram vztrajati tudi pri vas. S tem, da komentirate, po vaše rečeno, zelo enostaven ukrep, kako se reši problem mestnih zagad. Ne, zaradi tega, ker s tem v bistvu ti uporabnika... Zvišajte parkirnino, ukinite parkirišča. Si to upate narediti ali ne? Ali izgubite glasove volivcev? S tem nisi popolnoma nič naredil. Ljudem vzameš voljo, da bi vozil po mestu. Infrastruktura, ti moraš ljudi spraviti na javni transport, spraviti jih boš pa na javni promet takrat, kadar bo to učinkovit javni transport. In ko jih boste demotivirali, da so v naloga avtomobilih. mestnih planerjev je ta, da naredijo učinkovit javni promet. To je naloga mestnih planerjev, in če si to nalogo naredil, pa če ti nekdo potem še vztraja z avtom, potem pa le mu daj dražjo parkirnino. Gospod Janković, podatki za javni potniški promet kažejo, da število potovanj stagnira. To najbrž ni dobro. Kako nameravate to popraviti? Ampak kaže, da število uporabnikov pa raste za 100.000 na 580.000. Tudi tistih, ko imajo urbano, pa grejo enkrat na avtobus. To je bistveni podatek o številu potovanj. Gospod... Vse imate besedo. Bom lahko imel. Okay.
Začel bom s tem, kar je gospod Logar rekel nekaj netočnosti, pa sam zaradi zapisnika današnjega srečanja. Prvič je rekel, da 12 leti nismo naredili nič. Rad bi spomnil, da je ta mestna uprava zaključila Fabjanov notranji obroč, ki veliko prinese na prehod iz Dolenjske na Njegoš in naprej na Masaryko. Drugič, naredili smo novo Štajersko cesto, brez katere bi bilo še veliko težje, kot je sedaj. Tretjič, če ste, pa večina vas je vetrem prišlo z avtom, če se peljete zjutraj, boste ugotovili, da so največje gneče na izhodu iz obvoznice. In tam se stoji in zdaj delamo z Darsom to, da se vsak izhod iz obvoznice, tako kot je narejen zdaj na Rudniku, pri Malencih, da sta 2 izhoda. Druga stvar, da mesto nima prometnega modela, mesto ima prometni model že 5 let, imeli smo mnogo okroglih miz in z laično in strokovno javnostjo, res pa je, da gospod Logar nikoli ni prišel, tako da bi videl, kaj je to. Tretjič, ko je rekel, da so proge z leta 1974, tretjina prog je na novo in tisto, kar ste zdaj vi tudi vprašali, o teh avtobusih, mi imamo danes 98% potnikov pride na postajališče, ki je manj kot 500 metrov daljno od njegovega doma. 98%. Tretjič, četrtič, petič, mi imamo 218 semaforiziranih križišč, od tega 90 pametnih, ene so tudi na senzor, če ne ve, gospod Logar ga bom jaz peljal, da bodo kje na senzor, tako da so stvari poznane in imamo 15 križišč, ker ima javni transport prednost pri izvozu oziroma odhodu za semaforja. Zdaj to, kar vi sprašujete, da pada, treba vedeti eno drugo stvar. Pred 12 leti je bilo kar nekaj čez 60% vseh uporabnikov na avtomobilu. Takrat smo mi postavili model, da ne bi tretjina bil osebni avto, tretjina pešhoja pa kolesarstvo, pa tretjina uporaba javnega prevoza. Po popravku ravno teh srečanj, ki sem govoril z družbo, mi imamo zdaj tretjino postavljeno za avto in danes je samo 41% tistih, ki uporabljajo avto. Vse ostalo je pešhoja, kolesarstvo in pa javni promet. In še ena zadeva, kar je, ne pozabiti, da smo peljali bicikel, ki te pripelje zdaj do doma in ki ima izjemno število uporab, 5 letih 5,5 milijonov uporab, kar je po statistiki boljše kot na Dunaju, da skozi center mesta vozijo 6 kavalirjev, neki brezplačen vozi, kar je nekaj, in to je vse tisto, kar skrajšuje uporabo javnega transporta. Naslednji korak, ko bo enkrat električni avtobus, ki bo lahko vozil 24 ur brez da se polni vmes, bo po tem notranjem obroču Slovenska cesta, Masarykova, Resljeva, Karlovška, Aškerčeva vozil električni avtobus brezplačen, pobiral potnike, to pomeni, da bi lahko to postajo premaknili. Tako da jaz sem z našimi vozniki in LPP-jem izjemno zadovoljen in treba tudi povedati, da tudi s tem novim rumenim linijama, ki že funkcionirajo, se je skrajšal čas vožnje, tam, ki so rumene 3 do 5 minut, ostane nam še Tržaška cesta, pa Dolenjska, ker ni gneče. In sam še Livarska cesta, ta pa moram povedati. Livarsko cesto, Gospod Janković, en stav. Nas bo začel preganjati. Ja, pa do 9, ne. Peta prestava, pa gremo naprej. Livarska cesta, ki je narejena na podlagi študije Piroja, ki se s tem ukvarja, je doživela svojo popolno potrditev 150 do 200 občanov v sejni sobi, ki smo postavili, ker smo premaknili na drugo stran. Dejstvo je zdaj, da je velika gneča na ulici Bežigrad, sploh tisti vejo, ki hodijo v Hravbarju, ne pa tam opazujo ta promet, ampak to bomo rešili, zdaj smo dali dela za Parmovo cesto, nov semafor pride na ulici Bežigrad in na Drenikovi ulici bo semafor naravnost za center mesta. Tako da vse te rešitve so izvedene, se izvajajo in se bodo izvedle, ampak nekdo jih pač mora priti prebrati, ne namesto tistih magistrskih nalog. Odpeljimo se naprej, prosim, k stanovanjem. Za uvod k temu področju vprašanja oziroma komentar, lahko rečem, da to v bistvu kar bil uredniški komentar na Dnevniku, ko smo opazovali fotografijo, ki je prikazovala žrebanje za pridobitev najemnih stanovanj.
zadeva je bila tragikomična v resnici. A ne? Jaz verjamem, da je mesto poskušalo problem rešiti na najbolj pošten način z žrebom, ampak tragično je, če seveda mlade, zlasti mlade družine, prepustiš loteriji, ker žreb je loterija. A imasta, vprašanje za oba, a imasta kakšne konkretne načrte, kako preseči to situacijo, da ljudje ne bodo več odvisni od žreba? Zdaj, zadeva ni tragikomična, ampak je tragična. Ampak treba je vedeti, da smo mi v Ljubljani v parlamentu predlagali kar nekajkrat, da bi nam država dobila samo eno zadevo, da bi se naš stanovanjski sklad, ki ni nepremičninski sklad, zadolžil do 50% kapitala, pa smo bili zavrnjeni. In to traja že 5 let. Zdaj pa Ljubljana ima 4200 neprofitnih stanovanj, povečali smo nujne bivalne enote od 140 na 350 in smo prvi v tej državi, ki smo naredili 2 modela v praksi. Ena je stanovanje za mlade do 19 leta in smo izpeljali ta postopek in tragično toliko, da smo vnaprej vse obvestili, da tisti, ki izpolnjujejo pogoje, jih ne bomo zdaj šli deliti, a ima oceno na faksu ali pa ne vem v službi 5, 6 ali 7, ampak enostavno bo že to odločil. To so vsi vedeli, bilo jih je 299, 30 stanovanj je podeljenih, ampak to je prvi pilotni projekt v državi in ga delamo zdaj naprej. Za mlade bo spet na pomlad nov razpis. Druga stvar, ki delamo, in sicer imamo 2 lokacije, 2 ponudbi, da bi spet z mladimi naredili sistem zadrugarstva. Da bi mesto vložilo zemljišče, da bi v bistvu mladi lahko tam gor zgradili in bi to bilo kot neka oblika zadruge, na kateri bi lahko ostali. Tako da smo, mislim, smo tle pionirji v tej državi, ampak spomnil se bom še leta 2011, ko smo vsi govorili, predvsem pa jaz, v parlamentarnih volitvah, ne, mladim je treba zagotoviti stanovanja, da ne bodo hodili ven. Pa mi povejte, ne, tisti, ki ste ostali po 2012 v parlamentu, vodili vlade, ne, ali bili v opoziciji, ne, kaj ste naredili v tem času, teh 7 let? Ja, Ljubljana bo šla naprej svojo pot in v teh 4 letih bomo naredili novi 1500 stanovanj, imamo lokacije, začnemo prvo Polje 4, ki bo odprto čez 3 mesece, naslednje je na Brdu, ker imamo 160 stanovanj, potem prihaja na Rakovi Ileših, ki jih je 250 in pa Češnje Tortine, bojo pa stanovanja na Povšetovi ulici, ne, ko selimo Snago na Barje. Doktor Logar, kako do stanovanj? V vsakem primeru je tragična situacija, to se strinjam, kar se tiče primanjkljaja stanovanj za mlade družine. Namreč danes, če ne izhajaš iz bogate družine, če nimaš staršev, ki ti lahko pač založijo za nakup stanovanja, si mlada družina praktično ne more privoščiti stanovanja. Zdaj, jaz sem vesel, da je aktualna koalicija na državni ravni v koalicijsko pogodbo zapisala, da bodo v naslednjih 2 mandatih trgu predali 10 000 novih stanovanj za mlade družine. Verjamem, da bo dobršen del te pogače ali pa tega dela pripadal tudi na Ljubljano. Zdaj, ker je pa v ingerenci Ljubljane, pa mislim, da mora narediti vse, tukaj je moje mišljenje podobno kot pri zdravstvu, kar lahko, da gre tem stvarem naproti. Torej, da se javni stanovanjski sklad preusmeri v gradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine, torej da poveča fond teh stanovanj za mlade družine. Govorite o občinskem skladu. Tako je, ja, v občinskem skladu, ja. In da tudi pri načrtovanju prostorske politike, torej pri pripravi OPPN-jev, zazidalnih načrtov, ima neko oko za to, koliko stanovanjev posamezne kategorije bo z podrobnimi prostorskimi načrti omogočila v izgradnjo v Ljubljani. Ne? In na ta način v bistvu igra neko urbano politiko recimo različnih cenovnih razredov stanovanj, ki si jih potem lahko posamezne skupine tudi privoščijo. Ne. V tem pogledu mora biti pač mesto en tak zelo širok pogled, da se ne podreja kapitalskim lastnikom, ki kupijo neko zemljišče iz špekulativnih namenov in potem zgradijo tam predimenzionirane visoke soseske, ampak da svojo prostorsko politiko prilagodi temu primarnemu cilju, torej zagotoviti ustrezno število kapacitet potrebam po stanovanju v mestu. Na Dunaju recimo mesto praktično ne prodaja zemljišč svojih, ki so namenjena stanovanjski gradnji. Bi šli tudi vi recimo v Ljubljani tako daleč, da namenskih
zemljišč za stanovanjsko gradnjo sploh ne bi ponujali zasebnim investitorjem, razen če bi bilo to recimo javno-zasebnem partnerstvu, kot dela na Dunaju. To vam bom lahko povedal potem, ko sem usedel v županski stolček, pa ne zato, ker ne bi bil naklonjen temu, ampak zato, ker želim vedeti sploh o kakšnih gabaritih mi pri tem govorimo, ne? Koliko to rešuje problem. O Dunaju, vi vsi dobro veste, da je najboljši župan Evrope, dr. Hojpel, 24 let je bil župan, moj velik prijatelj. Oni imajo v proračunu po glavi 9000 evrov. 15 milijard evrov je njihov proračun, mi imamo po glavi 1000 evrov, brez evropskih sredstev, pravnosrednih partnerstv. To, kar je bilo vprašanje, mi smo v lanskem letu prodali eno zemljišče na Masarikovi iz preprostega razloga, stanovanjskega sklada je bilo najprej njegovo, se ga on prodal, ker smo dosegali ceno 1040 evrov po metru, prepustili to zasebniku in iz tega denarja smo kupili 3krat toliko veliko zemljišče. Zdaj pa to, kar razlagate še o ceni stanovanj, ekonomija pravi zelo preprosto, ponudba povpraševanje. Ta mestna občina in ta stroka pod vodstvom profesor Koželja je pripravila ta OPN, ki omogoča gradnjo 40 000 stanovanj. Poudarjam 40 000. Letos jih bo na trgu 300, drugo leto se začne graditi 1500. Stanovanje v centru mesta, kot je recimo Šumik, ki se zdaj začne graditi drug mesec, ali kot je Kolizej, bo cena visoka, ker je ekskluzivna lokacija. Stanovanje pri Ruskem caru, ceno ne bo to doseglo, ker ne bo imel lokacijske rente. In samo večja ponudba bo spustila ceno stanovanja. Mi smo že dosegli s to ponudbo, da so cene stanovanj iz leta 2007, ker so bila 3500 evrov po metru kvadratnem, padla na 2000 evrov, zdaj po moje prava cena stanovanja 2200 evrov, ne, kar pogledamo, pejte pogledati, nič odkimavati. Celovške dvore, mi smo sili 428, 400 stanovanja je bilo po 1990 evrov na trgu. Ampak vprašajte spet to isto banko, ko je gospod Logar pregledoval, zakaj niso šli prodati, pa so šli raje, da je šlo stečaj, ampak ne bom se to spuščal. Zdaj predlagam, da gremo na sklop vprašanj, ki se... Ampak zelo kratka replika. Ja, samo ravno danes mislim, da je bila predstavljena neka raziskava inštituta za, bivanjsko politiko ali kako, kjer so vprašali Ljubljančane, kaj mislijo in pravijo, da 73%, da jih je izredno nezadovoljnih z stanjem stanovanjske politike, 93% jih pomeni, da Ljubljana v zadnjih 12 letih ni naredila dovolj na tem področju. Zdaj bi šli na sklop vprašanj, ki se navezujejo na razvoj mesta. Gospod Logar, v svojem programu napovedujete v bistvu, da boste za vsako ulico sprejeli mejne koncentracije prašnih delcev. Zanima me, kako boste pa poskrbeli, da te koncentracije ne bojo presežene za to ulico, ker postaviti meje je lahko, ampak da se jih pa ne krši, je pa drugo vprašanje. To je v bistvu na daljši rok usmerjena politika. Lahko znižuješ meje posamezne, ampak to je cilj pripraviti prometno politiko v tej smeri, da zasleduje okoljsko komponento. Recimo to so naredili leta 2012 v Potsdamu, kjer so oblikovali cestno omrežje v tej smeri, da ko so bile presežene mejne vrednosti NO2, PM10, PM2,5, je enostavno tisti del ulice predivertiral promet po drugih ulicah, da se je toliko sprostil na tistem delu, da niso bile presežene mejne deleži teh delov. In v Ljubljani, če uspemo torej z pametno prometno politiko gneče zmanjšati na minimalno, torej na tisto, kjer je nujno potrebno, če lahko tako rečem, za ta mesta, je v bistvu to nek ukrep, ki planerjem mesta in mestne politike in tudi na koncu koncev tistim, ki proizvajajo OPPN-je, ki morajo pripraviti prometne študije, da to sidrišče, koliko prometa se po posameznih ulicah sploh lahko spusti. Skratka, da je to neka omejitev, neka barijera, preko katere ne gre, če gre, potem ne dobi ustreznih dovoljenj oziroma ne dobi ustreznih zazidalnih načrtov. V tej smeri smo. Je to mišljeno v programu noter. To je govorjenje na pamet. Mi v Ljubljani imamo 3 merilne postaje na tistih križiščih, kjer je največja gostota prometa, ki merijo predvsem ta PM10. Preden povem, PM10 proizvajajo največ individualna kurišča, drugo je pa obvoznica, ker smo kotlina prihaja z obvoznice not. Ampak mi letos nismo dosegali ali pa nismo presegli tistih število dni, ki je celo mnogo manje kot. In celo nam okoljske civilne družbe priznavajo, da smo na tem področju naredili ogromno. Tako da mi
tega problema, zdaj, ki ga izpostavljate, PM10, ki je bil, nimamo. Še en podatek je mogoče, oziroma dva zanimiva. Ko smo zaprli slovensko cesto za promet osebnih avtomobilov, se je črni ogljikov odtis zmanjšal za 70%. To so delali te, ki so šli po celem svetu, preverjati, kaj se dogaja z našim ozračjem. In na zadnji okoljski konferenci v Parizu pred letom pa pol, ko smo govorili o čistem zraku, kaj za narediti, bila je potem novinarska konferenca in številni novinarji v Parizu so vprašali gospo županjo Ani Dalgo, kaj boste pa naredila vi zaradi zraka s prometom. Pa njen odgovor bil zelo jasen in kratek, vprašajte kolega Jankovića, oni so to že naredili. Mimogrede. Dovolite, lahko gremo naprej. Gospod Logar. Tako kratko. Zdaj, če umakneš promet iz ene ulice, se ustvari induciran promet na drugih ulicah. To je samo količine izpustov v zraku se premaknejo na druge ulice. Sem to hodil. Škoda, brez zamere, škoda, da proskate, ker ta raziskava, ki jo delal, je pokazala, da se črni ogljikov odtis ni povečal na nobeni sosednji ulici. Jaz ne vem, kaj drugo povedati, vzemite si pa pogledajte, ali ti slednjačič, ki potuje po celem svetu s tistim, ne vem kakšnim avionom, ekološkim, dela za nas neko posebno raziskavo. Tako da mi imamo ta problem, ves čas, tudi na vseh mestnega sveta. Praktično, gospod Logar, nobeno stvar ni potrdil, niti ene stvari, vse mu je slabo, ko pa prihaja do rešitve, jaz danes nisem slišal, jaz bi danes rad slišal nekaj, kaj bi lahko konkretno uporabil, pa rekel, to pa je prava stvar. No, mestni svet, finance, proračun. Pojdimo naprej. Participativni proračun. Vaš protikandidat napoveduje večji delež proračuna, v katerem bodo lahko odločale oziroma ga bodo lahko porabile mestne četrti. Vi ste do tega vprašanja zelo rezervirani. Zakaj? Jaz sem povedal zelo preprosto, da bom ostal na tistem, kar je v proračunu, to je 700 000 po četrti skupnosti, do zdaj so dobili 5 milijonov 200. Resnici na ljube je to zelo malo. To pravi tudi dr. Logar in se je treba strinjati. Če smem do konca, vse sem hotel povedati, se vam zdi domalo, ampak drugače bom vprašal. Vi me povejte, kam naj jaz dam zdaj nakup recimo bazena Vevče, pa izgradnjo bazena Vevče? A je to četrta skupnost ali ni? Kam ne damo recimo izgradnjo novega centra, javno centra Šparom za četrto skupnost v Zalogu? A je to četrta skupnost? Jaz enkrat pravim, jaz tradim, da nas Ljubljančani za to volijo, da sprejmemo, da damo program, ki ga oni sprejmejo in potem, da ta program izvedemo. Ker drugače, povejte mi, kako ne bi to izgledali, če bi dobili v četrti skupnosti, ki so vsi delajo tam brezplačno, to je treba vedeti. Bojo oni zdaj vodili nek projekt, pa me zanima, kje bi sploh stala ta RCR-o, a bi ga sploh imeli? Kdo bi sploh soglašal, da v svoji četrti skupnosti ima park and ride? Spomnite se, kakšno zgodbo, in tudi kolegi z SDS so to vodili, je bilo v Stanežičah, ko smo rekli, da bomo naredili park and ride, ta se zdaj delajo v razpisu, dobili smo evropska sredstva in zraven bomo imeli center ponovne uporabe. Mi pa nočemo spletišča. A spletišče ne bo samo na Barju, pa ne gre za spletišče, gre za zbiranje kosovnih odpadkov, gre za zbiranje breza, da jih ne vozijo po Barju ali pa po Obsavi in maksimum 20 milijonov na dan, 6000 metrov velik. Potem je celo toliko daleč, pa ne trdim to, so šli, ko smo predstavili ta plan, da so ponaredili uradni dokument, so napisali, ja, tle ste pa pripravili, da boste naselili 1 milijon migrantov, ker je področje rezervirano za primeru poplav, potresa, imamo Bizovik, pa Stanežiče, da lahko postavimo šotore. Tako da pravim, jaz le tega absolutno ne, mislim, da izpolnjujemo voljo. Jaz sem vsak 3 mesece imamo sestank s četrtimi skupnostmi, ker gremo vse projekt pregledati. Ne en projekt povejo, četrta skupnost, ki ni narejen. Kolega podžupan Crnek je vsak mesec z njimi in mi to sodelujemo ves čas, zato jaz ne vidim nobene potrebe. Gospod Logar. A to je spet, po moje, ta iz SDS-a bil, Kaj je to komentiral? Upam se trditi. Ali naj o regionalnem centru za ravnanje z odpadki odloča Viška četrt, ali naj o Iliriji odločajo Šiškari, ali kako? Pa mislim, da ste vi tako informiran in pameten urednik, da veste, da je to stvar politike mesta.
Participatorni proračun ni nekaj, kar večino proračuna mesta da četrtem. Je nekaj, kar da del pogače. Torej, tisti pomemben del, kar je pomembno za skupnost, da sami odločajo o tem. Jaz ne razumem tega gneva gospoda župana ali pa te jeze, ko sliši na ime participativni ali pa participatorni proračun in začne naštevati projekte, ki ne bi bili izvedeni, če bi pač posamezne črti imele nekaj več denarja. Vsi projekti bili enako izvedeni. To popolnoma nič ne bi vplivalo na osrednjo politiko mesta. Bi pa dalo četrtem tisto moč, pa tisto veljavo, pa na koncu koncev tudi tisti vpliv, ki jim pripada, ne? Ker zdaj imamo 17 na nek način invalidnih četrti, kjer je večino denarja porabljeno samo za tiste sejnine svetnikov in zelo malo lahko četrti naredijo na svojem področju. Če pa ti neki četrti daš recimo 1 milijon evrov, pa lahko odloča o tem, katero šolo bo najprej obnovilo, katero igrišče bo naredilo, kje bo naredilo ležeče policaje, kje je večja nevarnost, katere pločnike bo naredilo, kje bo kolesarsko stezo potegnilo. Ne? Ljudje bodo odločili, ljudje bodo vedeli, kaj je tisto, kar je pomembno za nas. Bistveno bolj veš, če živiš recimo v Sostru, kako ti kamioni vozijo po pločniku, kot pa če se voziš z Audijem A8 na otvoritev posamezne ceste. Bistveno bolj veš. In ravno to s participativnim proračunom želim poskrbeti, da bojo četrti imele vpliv na to, kaj se v njihovem delu dela. Mesto bo pa za 95% proračuna prav enako lahko uspešno izvajalo. Glejte, če samo javna naročila odpreš, da jih ne izvaja samo en izvajalec, vam garantiram, da imaš takoj 10% več prihranka. Hvala. Pojdimo naprej. Replika. Tu se zdaj vidi razlika med enim, ki proda teorijo, in tistim, ki vodi operativno zadevo, to sem jaz. Da ne bi domislil. In zdaj to, kar je razlagal gospod Logar, mi imamo participativni proračun že vsa leta, kajti vse se dogovorimo. In to, kar je bilo zdaj razlaga, kdo se kam vozi, jaz imam ful srečo. V teh letih sem speljal na 2000 otvoritev. A si morate misliti. Pa vam povem, kako je bilo zadnjič na Jančah, ker smo odprli cesto pred rokom, kako so nas lepo sprejeli, tako da jaz to vsakmu prvoščem, ne prijem otvoritev, da vidi veselje. Ta razlaga, da bojo meščani odločili, krajani neke ulice, kje bo šla kolesarska steza, je pa zelo spoštljiva do vse tiste stroke, vključno z unim magistrom, ki je delal nalogo. Se pravi, zdaj bom jaz delal, ker mi paše, pred svojo na levi strani, pa na desni, ko pa še druga čeza skupnost bo šla pa čist kontra. Veste, jaz mislim, da meščani, meščanke imajo zdaj v bistvu zelo enostavno situacijo. Oni izbirajo tiste, ki imajo vizijo in ki izvajajo, ki odločno to izvajajo, za tem stojijo. Ko smo zapirali mesto središče za promet, je bilo kar nekaj protestov. Če bi vse poslušal, nikoli ne bi zaprli. Nikoli ne bi zaprli, ker enostavno nikoli ne bi bilo soglasja za to. Danes pa imamo 91% ljudi, ki živijo v mestnem središču, ki to podpira. In zdaj, če še gremo na to, kar razlagamo, prav zanima me, pri vseh teh podatkih, kako bi šole odločilo se nekaj, če da skupnost dela šolo, ker mi smo letos za šole pa vrtce za prenovo in izgradnjo dali 47 milijonov evrov. Cela država po njihovih podatkih, ki jih je javno objavila, pa 6 milijonov evrov. In še tisto o javnih naročilih. Naša javna naročila so odprta. Vabimo vse, da pridejo pogledati, kako to izgleda. Imeli smo v teh mojih mandatih 44 000 javnih naročil, 4 000 padajo po preizkusu Državne revizijske komisije, bilo je 40 pritožb, 15 uspešnih. Toliko o tem, ki nekdo naklada, da bi kaj dosegel, ne jih doseže. Jaz mislim, da govorite, ne bom se spuščal na vaš nivo, vi pač... Pojdimo naprej. Ne, zato pravim, teoretiziranje, enkrat ni prišel niti eden iz opozicije na postopek izbora, bili so pa vaši novinarji. Pa njih vprašajte, kako poteka izbor izvajalcev na naših javnih naročilih. Gospod Janković, v čem je laž? Ne, samo moment, v čem je laž? Gospod Logar, v čem je laž? Vas jaz izzivam.
Rekli ste, da ni bil nikoli nihče od opozicije na teh javnih... Vas nikoli nisem videl, trdim. Prav, pa slabo gledate. To je pa, ne, to sprejmem, ne, če se gospod Logar pride pa se skrije, on kot mestni svetnik lahko pride v vsaj eno sobo, pa tam sedi, če se pa skrije nekje pod lustrom, pa res ne vem, mogoče res, to vas se upravičujem, če ste bil, pa povejte mi, na katerem ste pa bil, pa kdaj? Samo eno mi povejte. Recimo vaša prijatelja gospoda iz Grepa oziroma iz gradi skupine Gesta, bila sem si lahko prišel pogledati. Pa ste si mislim, da sta zmagala. Moja prijatelja iz Grepa sta res prijatelja, ampak leta 2008, gospod Logar, leta 2008, če se ne motim, vi niste bil v mestnem svetu. Še kasneje ste tudi zmagali. Ne, Gradi skupina Gesta sem... Predlagam, oba, prosim. ima težave, ne, Gospod gospod Logar. Janković, po naših podatkih sta v tem trenutku proti vam vložena 2 obtožna predloga in se nahajate v 3 sodnih preiskavah. Vi boste povedali, je temu tako ali ne. Tudi ljudje, ki vam priznavajo zasluge za razvoj mesta, pravijo, da vam teh očitkov, namreč očitkov o kaznivih dejanjih, korupcije, zlorabe položaja, pranja denarja, enostavno ne morejo spregledati. Kako jim odgovarjate? S tem, da za razliko od drugih, jaz verjamem v sodstvo, tožilstvo in policijo, govorim, zdaj se oglašajo tisti, po moje, ki protestirajo pred sodiščem, ne, ali pa pred porodnišnico, ne. To so tisti, ki mislijo, da morajo ulica odločati, ne pa sodišče. In jaz bom povedal tako, ne, mene se je lotilo osebno Blanka Žganjar, tožilka, ki je pod patronatom gospe Brezigar in gospod Majhnič na NPU-ju. Do zdaj nikoli nisem manjkal na nobenem sodišču, za razliko od drugih. Moji kaselci so dosti veliki, da pošto dvignem. Zdaj, tisto, kar je zelo zanimivo zapovedati, 12 sodb je rešeno v mojih korist. Imate jih na spletni strani, ta trenutek imamo odprte 6 stvari sodišču, ena je, naj bi jaz bil koruptiven, ker je privatno podjetje, imenuje se Gratel, dalo donacijo Ljubljanskemu gradu. To je ta grad nad nami. Jaz sem pa koruptiven. In sem vprašal pol, v bistvu tožilko, pa zakaj glih to, ker taki, ki dajo donacijo pa sponzorstvo našim zavodom, športnim društvom, kulturnim društvom, je 3000. Druga stvar je, temeljijo me oziroma preganjajo me zaradi prodaje delnic iz leta 2004 in hočejo povedati delnic Mercatorja, da jih nisem prodal, ampak da sem jih parkiral. Ampak zanimivo je to, da je to bilo 10 let BP, eno leto pa ni bil več vračilo kredita, ampak je bilo, čakam sodišče. Potem imam pa 2 predmeta odprta o Stožicah. Po enem je, da sem zlorabil položaj omogočil pridobitev kredita, ljubljanski kredita, gre pa od sindikata bank z podpisom pogodbe 5 členov. In drugič je bilo, da sem izvedel goljufijo na račun Evropske unije. Pa ljudje moji, ne, ta država se danes žalosti, da koristimo le 7% sredstev Evropske unije. Tisti, ki je to naredil, ni drug problem, vse štima, mi smo en let imeli že upravno dovoljenje za stadion, ne, ampak da je en dan prepozen podpisal nadzornik. To je en primer in drug primer, ko je Energetika kupila hladilnico v trgovskem centru, pravijo, da sem jaz ukazal ta nakup, ne, kar bom dokazal, da ni res, kar so vse priče povedale in zaenkrat se gospa tožilka ne more odločiti, da smo plačali tudi Grepu izkop gradbene jame, čeprav smo imeli po sodni poravnavi to kot obveznost SST-ja, ki je trdil, da to naredil, šel v stečaj. In na prvi stopnji, še to povem, zaključimo v teh sodnih postopkih, je sodišče reklo, da s svojim načinom pogajanja smo mestni občini prinesli pozitivno 18 milijonov in ne minusa, tako kot prav tožilka, milijon pa pol. Tako da meni ostaja, da čakam sodišče, ni prijetno hoditi na sodišče, to zdaj povem, ne, ampak hodim mirno, ker imam popolnoma čisto vest in zagovarjam to, ne se reši na sodišču, ne pred sodiščem. Mahanje zastav, pa neki pamfleti, ali pa še slabš, kar je pred porodnišnico ubogim mamicam, ki prihajajo. Gospod Logar, Ljubljana velja za strpno mesto. Zanima me v bistvu, kako bi kot župana reagirali na prošnjo istospolnega para, da bi bili prisotni pri njuni sklenitvi partnerske zveze. Ker je svobodno mesto, se lahko svobodno odločim. Se pravi, bi se udeležili ali ne?
Jaz sem ga poročal, ne. Jaz sem zvrtal prav Predlagam, da poroko. me izvolite in boste videli, kako bom reagiral. Ali bi se udeležili parade ponosa? Gospod Logar, parada ponosa, bi se je udeležili ali ne? Ne. Gospod Janković, Jaz sem s ponosom pokrovitelj parade ponosa že 12 let. Trdim, da se je to spremenilo, da zdaj živimo skupaj, spoštujemo vse različnosti, brez problema. Spomnite se Cafe Open na Prulah, ki so ga kamenjali, zdaj imajo te isti prostore v mestni hiši, Pritličje. Edina mestna hiša v Evropi, ki ne govori o odprtosti, ampak je to pokazalo v praksi, smo dali prostore v mestni hiši. In tudi naredil sem prvo istospolno poroko. Dal garancijo za 50 let, to nisem pozabil povedati. Gospod Janković, a je naselje Rožna dolina lepo naselje? Izjemno. Gospod Logar? Verjetno ciljate na probleme, tako da verjamem, da se bo z gospodom županom tudi v četrtek dobila v Rožni dolini, glede na to, da je občina sprejela OPN, ki je pač povzročil te probleme, ki jih imajo zdaj. Verjamem, da bo prišel občanom in rožnodolcem razlagati, zakaj je do tega prišlo. Namreč očitno je bilo prav tisto, kar se je izkazalo, na kar smo mi upozarjali leta 2010, da so nestrokovne podlage za pripravo OPN-ja, ki je potem povzročilo tudi poškodbe na stavbi, zalivanje vode in tako naprej. In žalostno je, da tu smo pri tej regionalni samoupravi, ne, da šele ko je četrtna skupnost naročila hidrogeološko študijo, ki je pokazala, kako nevarna oziroma kako škodljiva je gradnja na tistem delu za gradnje nižje od 2 metra nadmorske oziroma pač tlemi, za poškodbe objektov, ki so v okolici teh novih gradenj, da ni bilo to narejeno v času, ko se je sprejemal OPN. Spomnimo, kako se je takrat sprejemal, ko je minister Roko Žarnič praktično isti dan, ko je mestni svet to potrdil, dal svojo parafo oziroma svoje soglasje k temu prostorskemu načrtu. In danes, gledajte koliko let, zatem vidimo posledice tega in vidimo, kako potem to prizadeva in kako to prizadane tiste ljudi, ki živijo na tem kraju. Še en tak problem imamo, kot veste, Kleče, ker se kanalizacija gradi čez vodovarstveno območje, čez nabiralnik naše pitne vode. Predstavljate si, danes, kaj bo čez 20 let? Moram, ne. No, tako običajno izgledajo pa nas mestnega sveta, da v razpravi vse proti, razen tam nišče ne ploska, ne, ker na take pavšalne populizme ne zelo lahko odgovoriti. Najprej Rožna dolina. Jaz ne bom prišel, ker sem bil s krajani ne enkrat, večkrat in vi kar lovite te glasove, tudi na sami predstavitvi OPN-ja, ne. In zelo zanimivo je, da je Rožna dolina razen 3 lokacij v celoti sledila temu, kar je stroka povedala in kar so prebivalci hoteli. Da bom pa naštel te 3 lokacije. Ena je tam pri Iskri, na glavni ulici, ker ne bi bil spodaj trgovina, ki je zelo rabil Mercator in gor 3 etaže stanovanj. In če mi kdo reče, da tisto ne sodi tam v Rožno dolino v progi, pol ne vem, o čem govorimo. Druga je Habjanov Bajer, ki ga je mesto prodalo po visoki ceni, ampak Habjanov Bajer je že iz leta 80 bila lokacija za novo šolo. In to, kar bo zdaj delano, je mnogo manjše kot nova šola. In zdaj so nekateri krajani, pred tem Habjanovem Bajeru, šli na sodišče, zahtevali začasno odredbo, niso dobili. Lahko pa tudi povem priimke, 2 od 16, ki nas tožijo, počakali bomo na sodišče, sta ravno to naredila, kar zdaj očitajo. Izkoristili so prejšnji plan, naredila klet, naredila tudi 14 metrov visoko, zdaj, ker imajo svoje, pa drugi ne pustijo, ki to ne bojo delati. In tretja je pri vrtovih Hermanski, kjer je bilo pa tudi prej predvideno študentsko naselje, ne, zdaj bo pa stanovanja. Tako da Rožna dolina. Kleče. Spet en primer, kako je SDS, poudarjam, SDS vzel Ljubljančanom 1 leto pri razvoju kanalizacije. Ta projekt, ta proga Kleč je bila postavljena mnogo preden sem jaz prišel. Potem, ko smo dobili gradbeno dovoljenje, ko smo dobili evropska sredstva, govorim o 81 milijonih, ko rešujemo tudi občino Medvod in Vodice, mimogrede v Vodicah je župan SDS-a, full-fledged človek, Šuštar, mogoče zato zdaj kaznovan. Ko smo to rešili, so šli v Bruselj se pritoževati,
in nam je Bruselj komisija še eno leto, ker so naredili še vse kontrole na novo. Imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, imamo zemljišče, rabimo samo za služnost. Če kdo noče da zemljišče za služnost, da tam delamo široke skope, bomo pa šli s gatnicam, brez problemov. In inšpekcije so bile 4krat pri nas in 4 pregledi BP. In zdaj nekdo razlaga, ki niti ni videl, kako to izgleda. Jaz sem pa tam, moram priznati, nedeljo 3 tedne nazaj prehodil 8 km od jutra do večera z vsemi izvajalci, vsemi krajini, tudi unimi, ki so protestirali. Tudi unimi, ki so protestirali. Ne povejo pa, da jim protestira zato, ker mu nismo hoteli njegovo zemljo kupiti po višji ceni kot drugem, ker smo rekli, za vse velja isto. Drug pa poliva gnojnico, ne, po teh klečah, ne po svojih njivah, ne, pa obenem je tudi član gospoda Logarja. Gospod Logar, zelo kratka replika, prosim. Ne morete reči zelo kratko, če pustite potem 10 minut govora. Gospodu Jankoviću Ja, rečemo. lejte, ne morete biti prosim. enaki do obeh, ne? Ali se podločite, da je to župansko Boste soočenje samo imeli enega repliko, kandidata prosim. za župana. Prosim. Zdaj, neresnic je bilo ravno kar izrečenih. Zdaj, kar se tiče zadeve, ne, C0 problema, vas bom takole vprašal, a bi vi dovolili, da sosed kanalizacijo spelje čez vaš vodovod? Bi vi to dovolili? A res? Jaz pa ne bi. Zaradi tega, ker nikoli ne veš, koliko časa cevi držijo. In ko cevi nehajo držati, čakajte. Nehajo držati, pol pušajo, seveda. Začne pušati v vašo vodo, tako je, ja, kot je gospod župan povedal. Ne? In potem vi začnete to piti, verjetno nima tako dobrega okusa, kot je imela, preden ste vi dovolili sosedu, da kanalizacijo spelje čez vaš predel. Zdaj, tu imamo procesno in izvedbeno težavo. Procesno, kar se tiče gradbenega dovoljenja, ki ne odraža dejanskega stanja, ne, ki je bilo leta 2014 izdano nepravilno, kjer je to okarakteriziralo kot enostaven projekt oziroma manj zahteven projekt, zaradi katerega potem ni bilo treba presojati vplivov na okolje. Popolna napaka, vsaka cev, ki je širša od 1 meter, je zahteven objekt. Tukaj imamo 1,2 metra široko cev kanalizacije s pritiskom čez vodonosnik ljubljanski, čez to, kar vi pijete, čez to, kar jaz pijem, čez to, kar gospod župan pije. Kako pa, da projekt ni ustavljen, če so take hude nepravilnosti? Prosim? Kako to, da projekt ni ustavljen, če so take hude? Zdaj so najeli tudi, mislim, da varnostno službo, da ne dovoli tega. Mislim, da država se ga ne ustavlja. Potem imamo pa drugi del izvedbeni, celo Bruselj je oporekal, ker je rekel, da počakajte malo, to pa ne morete tako narediti, in je gospod Čerin, mislim, da na seji mestnega sveta razlagal v svoji obrazložitvi, zakaj o tem se ne bomo pogovarjali o mestnem svetu, da zdaj z vlado iščejo neko rešitev, da bojo pač te dileme Jaspersa zaobšli, in je potem neverjetno v letu 2016 ministrica očitno našla neko rešitev, kjer so spremenili gradbeno dovoljenje, da gre sicer to za zahteven objekt, vse ostale karakteristike so pa pustili od prejšnjega gradbenega načrta. Ergo, nič ni treba narediti. In, kar se pa tiče izvedbenega dela, pa predstavljate si, da imate vi tam nivo in da vam po vodovarstvenem režimu prepovedujejo uporabljati gnojnico, zaradi tega, da ne uničite vode, sicer bo potem 1,2 metra debel cev kanalizacije šla čez to področje, pa kar naenkrat pride bager in vam celo nivo odpelje. 10 metrov, širok pas, bager odpere vašo nivo, ja, pač stvar projektov. In v tem gradbenem dovoljenju, gospod župan, se smejite, ampak jaz pa verjamem, da se prebivalci tam ne smejijo tako enostavno in predvidevam, da se tudi čez 20 let, če bo ta projekt izveden tako, kot je začrtan, ne bodo smejali tako. In v tem primeru gre napad na vašo lastnino. In v gradbenem načrtu, oziroma v gradbenem dovoljenju, vsi te, ki mejijo na izvedbo tega kanala, niso bili povabljeni kot stranka v postopku. Nekateri ja, večina njih pa ne. Tam je 200 parcel, ki je vezana na ta projekt. In vseh 200 bi morali biti povabljenih kot stranka v postopku, da se uskladijo. V tistem gradbenem dovoljenju je napisan recimo za neko parcelo, da ima služnostno dovoljenje, pa ga sploh nima. Si predstavljate, v gradbenem dovoljenju, ki daje kanalizacijo na vodonosnik.
ob tem, da je relativno enostavna rešitev po zgornji Celovški cesti, ki ni vodovarstveno A2, ne, tako kot ste narobe povedali na novinarski konferenci, kot ste to predstavljali, ampak je B, ne, in je manjši režim, serine z kanalizacijo na prvovrstno vodovarstveno zemljišče. Glejte, tega mislim, da župan mesta ne more dovoliti. Če mu je kaj za zdravje in za dolgoročni razvoj mesta, še posebej, ker ima boljše variante in bolj varne variante za prihodnost in čisto pitno vodo. Ne nazadnje, še to povem, čista pitna voda je zapisana v ustavo, to je naša ustavna pravica. Vse moramo narediti, da zavarujemo pitno vodo in ljubljanski vodonosnik. Zdaj pa, saj vem, da imate vi zelo radi SDS, ampak kakorkoli, no, ne morem brez njega. Gospod Logar, tudi gospod Janković, jaz, kakor sem javno mnenjsko spremljal, se mislim, da se vam bolj postavlja po robu gospod Matić. No, on je član ene od vladnih strank in verjetno ima tudi večji vzvod in ima tudi ministra iz svoje stranke na nekem pomembnem resorju. Tako da, če vas to toliko skrbi, verjamem, da vas opozicija ne more skrbeti. Jaz vam pa zagotavljam, da če bom župan, da tam vodonosnik, da tisti kanal ne bo potekal, kanalizacija ne bo potekala čez vodonosnik. Dajmo, jaz predlagam, zaključimo. Se opravičujem, gospod Lesar, prehudo, se opravičujem, bo zelo kratek, prehuda tema. Vrgli nas bodo iz tega gledališča in zaprli. To je naša ustanova, bo počakali. Zaprli luči. Ne bojo ustanove. Lahko da je vaša ustanova, ampak mi kot Dnevnik smo odgovorni za to, kaj se tukaj zdaj dogaja. Prosim, minuto, ker tema je res taka. 30 sekund. Ne, prosim, še enkrat. gospod Janković. Zanimivo je to, da se je kot Jaspers vse odobril, SDS vtaknil, leta 2006 so začeli kontrol delati še enkrat in dali vse soglasje. Druga stvar je, a ni to zanimivo, da ta projekt je v vseh kartah že 12 let, pa enkrat niso imeli besede, ampak so samo ljubosumni na to, da smo dobili spet evropska sredstva. In tretja stvar na to, teh, ki to oporekajo temu, boste videli, da jih je manj kot 10 in bo rešeno. Mi smo od 12 km te kanalizacije čez Ljubljano naredili že 3,5 in to bomo naredili v roku. In še to, da ne bi koga skrbeli. Zdaj si vi predstavljate, da je meni vsem za moje vnuke, da bom jaz kar dal zdaj, da bo gnojnica šla v to vodo. Na vsakih 100 metrov je jašek, ki ima senzor, ki meri pretok vode. Mi vsak trenutek vemo, če se kaj zgodi in če se kaj zgodi, se zapre zadrževalnik čez avtocesto na Brodu, dokler se ne popravi. Celo, kar ne smemo povedati kako, ampak dokument, ker je tajni z Morsom, v primeru terorizma imamo rešitve. Tako da jaz vam vse skupaj sporočam mirno, to bo narejeno in vi boste brez skrbi in za vas in za vaše zanamce. Gospod Logar, gospod Janković se na volitve podaja spet z znano ekipo ljudi, ki ga spremljajo že dolgo. O vaših kadrih pravzaprav ne vemo skoraj nič. Lahko v bistvu nam kaj poveste o svoji kadrovski ekipi? Kdo bo recimo omenjate v svojem programu podžupana za modernizacijo prometa? Kdo bi to bil? No, najprej mora biti izvoljeni. Na podlagi tega bodo potem podžupani, ne? Ampak pri gospodu Jankoviću vemo približno, kakšna je ekipa, ki ga spremlja. Dajmo počakati na volitve, pa se bomo potem o tem pogovorili, no? Jaz pravim, če hočete imeti boljši izbor, večji izbor, več kandidatov SDS-a, izvolite in pol bom iz tega lahko čim večji spekter podžupanov izbral. Bo pa tako ali tako v vsakem primeru verjetno koalicijsko županovanje, tako da bo tudi najboljši kandidati iz drugih strank in ravno to bo dalo tisto pahljačo različnih pogledov, da bodo v bistvu zastopani vsi interesi Ljubljančank in Ljubljančanov. Gospod Janković, raziskave tudi kažejo nekoliko drugačen rezultat za mestni svet kot v preteklih volitvah. Ste sposobni oblikovati eno koalicijo? Zdaj vi izhajate iz tistega 2011, ker nisem sestavil vlade, ne. Pa tlema tudi takrat sem očital, da ne znam delati koalicije, se nam pogovarjati, vse 2018 je pa ista stvar, če se ne motim, samo en drug njih mogo sestaviti vlade. Ampak to, kar pravite, raziskave, ki kažejo to, so tudi pred 4 leti kazali podobno. Jaz
imam zelo preprost odgovor za naše Ljubljančane in Ljubljančanke. Če so zadovoljni do sedaj s tem, kar delamo, ki imam najboljšo ekipo, bojo dali glas tako Listi Zorana Jankovića, se pravi številka 21, kot meni za župana. Če ne, bojo pa iskali tisti, ki govorijo teorijo, ki so daleč od mesta, predvsem pa ne morem razumeti, da nekdo pravi, da ima rad mesto, da bo naredil nekaj, pa mu obenem jemlje denar v parlamentu. To mi pa ne gre skupaj. Ali je v programu gospoda Logarja kaj, kar vam je dalo misliti? Kar bi posvojili in sami realizirali? Ne, ker enostavno mi sledimo naš program, vizijo Ljubljana 2025. Mislim, da ste vsi dobili našo volilno gradivo in smo navedli zelo konkretno, kaj bo narejeno. Tako da hvala za ponudbo, ampak jaz bom svojo ekipo ostal pri našem programu. Gospod Logar, enako vprašanje. Ja, glede na to, da je gospod Janković rekel v svoji najavi kandidature, da na te volitve ne gre, da gre brez programa, jaz ga vseeno vabim, no, da pač, če bo v situaciji, da bo podprl kakšne ukrepe, ki so v tem programu. Ne nazadnje zdravo mesto, pretočen promet, pametno mesto, verjetno je nam vsem interesu, tako da sem rahlo začuden nad tem, da gospod župan aktualni kar kategorično zanika ali pa negira rešitve, ki so v tem programu. No, ker to so na koncu koncev rešitve za vse Ljubljančanke in Ljubljančane, ne glede na barvo, spol, število, karkoli. Gospod Logar, gospod Janković, obema. Jaz sem povedal svoj program na tem, ko sem sporočil, kaj bom, in to zdaj spet ena klasična zloraba gospoda Logarja. Ko so me vprašali, kakšen program, sem rekel, naš program je jasen, meni ni treba prazno obljubljati, kot to govori. Ampak to, da bom pa tole naredil, tako da bom kar predal gospodu Logarju, da malo prebral, kaj se dela in kaj se bo izvedlo. Preberite. Gospod Janković, s tem zaključujemo nocojšnje soočenje. Zahvaljujem se obema, gospodu Jankoviću, gospodu Logarju. Upam, da ste poslušalci pridobili kakšne nove informacije, da bo vaša odločitev o tem, katero številko 8 ali 10 zaokrožiti 18. novembra lažja. Preostane nam samo, da obema zaželimo čim več uspeha na volitvah, odločali bodo pa seveda volivci. Hvala in lahko noč. Hvala.